Lep pozdrav v današnji Kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. 2. april je mednarodni dan knjig za otroke in tega dne je bilo tukaj v otroškem oddelku Celjske osrednje knjižnice prav posebno živahno. Kako in zakaj, pa poglejmo v prispevku. Danskega pesnika in pisatelja Hansa Christiana Andersena seveda ni potrebno posebej predstavljati, saj gre za pravljičarja svetovnega formata, katerega pravljice so večne in jih poznajo otroci na vseh kontinentih sveta. In na dan njegovega rojstva, 2. aprila, rodil se je leta 1805, od leta 1967 obeležujemo Mednarodni dan knjig za otroke. Andersenove pravljice, ki obsegajo 156 zgodb v 9 zvezkih, so prevedene v več kot 125 jezikov. Med njegovimi najbolj znanimi pravljicami so Cesarjeva nova oblačila, Mala morska deklica, Slavec, Neomajni kositrni vojak, Rdeči čeveljčki, Princesa na grahu, Snežna kraljica, Grdi raček, Dekle z žigalicami in Palčica. Andersenove zgodbe so navdihnile balete, gledališke igre ter animirane in igrane filme. Osrednja knjižnica Celje je ta dan počastila z obiskom pisatelja Sebastiana Pregla, ki ustvarja tako za odrasle kot tudi za otroke in mladino in je eden najplodnejših literatov današnjega časa na Slovenskem. Otroški oddelek osrednje knjižnice Celje pri Mišku Knjižku je bil poln mladih radovednežev, kar 94 se jih je zbralo, ki so pozorno sledili avtorju v njegovi pripovedi o ustvarjanju njegovih zgodb, ki jih današnji mali in malo manj mali otroci prav dobro poznajo. Sebastian Pregl je diplomiral iz zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1991 pa že objavlja svoje zgodbe v literarnih revijah. Za mlajše bralce pa objavlja od leta 2014. Najprej sta izšla 2 dela dogodivščin Duha Babujana in Prijateljev. Od leta 2016 do 2021 je nastajala serija Zgodbe s konca kamene dobe. Od leta 2022 nastaja serija Zgodbe Vojvodine Kranjske, ki se odvija v času Janeza Vajkarda Valvazorja. Za najmlajše v reviji Cicido od 2020 izhajajo zgodbe o Medu in Pujsiju, ki so kasneje išle tudi v slikanicah. V sezoni 2023-2024 pa so zaživele tudi na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana. In kaj je Sebastiana Pregla pripeljalo na pot pisateljevanja za otroke in mladino? Verjetno tako kot pri večini pisateljic in pisateljev dobiš otroka. Najprej pripoveduješ vse pravljice, ki jih znaš, potem si pa rečeš, saj če je tvoj oče pisatelj, bi si pa lahko zmislil kakšno zgodbo. No, in tako sem začel v bistvu za sina na poti v vrtec si izmišljati zgodbo o Duhu Babujanu in na koncu je bila že toliko dodelana, da sem v bistvu v enem vikendu sem se usedel, napisal, seveda sam proces pol, da sem tudi to obdelal in da je na koncu bila knjiga bistveno daljši, ampak hočem reči, vse je bilo že razdelano, vse je bilo tam, kar živeli. No in potem pač sem nadaljeval s tem pisanjem za najmlajše, za mlajše in najmlajše. Se mi je pa na neki točki zazdelo fajn odstirati neke stvari iz preteklosti, ki so mogoče malo manj znane, jih približati mladim na način, da se mimogrede še česa naučijo, predvsem pa, da se naučijo na nek način, ki je njim blizu, ki jim je malo zabaven, da so to zgodbe, ki so malo napete, da se nekaj v njih dogaja, da jih vleče naprej, da jih zanima, kaj bo v naslednjem delu, kaj se bo zdaj zgodilo. Sem pa pri tem upošteval, ker gre pač za mlade bralce in bralke, da so, poglavja relativno kratka, zato da zvečer, ko se uležeš v posteljo, recimo, da z lahkoto enega prebereš, če te zelo vleče, pa še eno poglavje prebereš, in da ima pravzaprav bralec občutek, da obvlada knjigo, da je obvladljivo vse skupaj. Pisatelj Sebastian Pregl nam je zaupal, kaj ga pri njegovem pisateljevanju za najmlajše najbolj navdihuje. Tam ponavadi iščem neke teme, recimo Medo in Pujsi sta narejena na način, da v bistvu sporočata neko prijaznost, toplino, se pravi sta 2 taka junaka, ki sporočata, kakšen želimo, da bi ta svet bil, in pol tudi upam, da se vsaj malo to
otrok in njihovih staršev prime. Po drugi strani, ko pišem za malo večje, se mi zdi pa nekako jim približati neko našo preteklost, o kateri pravzaprav nič ne vemo, pa je škoda, ker imamo kar nekaj zelo zanimivih stvari, ki se jih mogoče v šoli malo dotaknemo, nekaj malega zvemo, ampak še boljše pa, če to zvemo skozi zgodbo, in se mi zdi to en tak izvir vsega mogočega, o čemer bi lahko pisal pravzaprav za mlade bralce in bralke. Sebastijan Pregl je pričel s pisateljevanjem pri svojih 20 letih, najprej za odrasle. Leta 1996 je izšel njegov prvenec Burkači, Skrunivci in Krivoprisežniki. Sledila je zbirka kratke proze Cirilina roža in zatem še zbirka kratkih zgodb Svinje brez biserov. Zatem sledijo nadaljnja leta njegovega plodnega ustvarjanja. In kot rečeno, od leta 2014 objavlja tudi dela za mlade bralce. Preveden je v angleški, nemški, italijanski, hrvaški, makedonski in švedski jezik. Kaj pa ga je pripeljalo na pot pisateljevanja? Ja, v bistvu kar želja po pisanju, v resnici, tako kot sem prej rekel, vsi na neki točki malo pišemo, malo rišemo, neke stripe delamo, potem pa eni ne nehamo to početi. Potem sem jaz vedno manj risal, vedno več pisal. In na neki točki, ko sem kar še pisal, sem se tudi opogumil, poslal na literarne revije, na par literarnih revij svoje, se pravi zgodbe, in imel to srečo, da je bilo urednicam in urednikom všeč, so me povabili k sodelovanju, in to so bili te prvi začetki, prve spodbude. Med ljudmi, ki sta pravzaprav na začetku verjetno najbolj name vplivala, sta bila na eni strani Tone Pavček, ki je bil od sošolca stric, pa sva včasih njemu malo prišla klepetala. Jaz takrat seveda nisem vedel, kaj dela pisatelj, kaj dela pesnik, ampak tisti svet pri Tonetu je bil pa tako čaroben, tako pravličen, da sem si že takrat želel, jaz bi tudi to delal, karkoli je že to, kar on počne. Po drugi strani pa potem, ko sem začel pisati in sem začel na revije pošiljati, sem imel pa to srečo, da je bil na Sodobnosti takrat urednik Ciril Zlobec, ki je pa tudi zelo blizu mene, živel samo en park, je bil med najnima blokoma, tako da je bil zelo tak odprt, spodbuden, znal me je malo usmerjati v tistih časih, ampak zlasti to, spodbudo dati mlademu človeku, ki šele stopa na to pot, to je tisto, kar je največ vredno, in da ti povej, to je v redu, to pa ni v redu zaradi tega in tega. Poln avditorij otrok je pozorno sledil pripovedovanju pisatelja in na koncu se je usul še plaz vprašanj mladih radovednežev o zgodbah, ki jih otroci poznajo iz Preglevih knjig in slikanic o pisateljevanju in še čem, in Sebastijan Pregl jim je z veseljem odgovarjal. Zakaj pa so se v knjižnici odločili, da kot gosta povabijo ravno pisatelja Sebastijana Pregla, pa nam je vodja otroške knjižnice pri Mišku Knjižku Osrednje knjižnice Celje povedala. Mi smo danes kot osrednji dogodek seveda pripravili srečanje naših mlajših bralcev z pisateljem Sebastijanom Preglom, ki je že kar nekaj let eden bolj priljubljenih med najmlajšimi. Piše torej, kot je sam povedal, knjige in za najmlajše, kot tudi tam osnovnošolce, nekje za prvo in drugo triado, in to je seveda tak dober naslov, torej krasna publika, pri kateri seveda lahko z dobrimi zgodbami še nekako dosežemo neko zanimanje za branje, da otroci posegajo po knjigah, in to je pravzaprav tudi naš namen. Kako pa je pisatelj Sebastijan Pregl doživel srečanje z najmlajšimi bralci v celjski knjižnici? Ja, zelo prijeten dogodek, jaz sem vedno vesel nastopal pred najmlajšimi poslušalkami, bralkami in bralci, zato ker se mi zdi zelo pomembno ravno njih vzpodbujati k branju, čim več branja, knjig je neskončno, karkoli jih zanima, bodo našli v knjigah, po drugi strani jih pa tudi čim dlje obdržati med bralci. Tudi v knjižnici so zelo pozitivno ocenili odziv otrok na pričujoči dogodek, ki so jim ga zanje pripravili ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke. Jaz sem pa vesela, da so se danes otroci lepo pripravili na tole srečanje, pripravili tudi nekaj vprašanj in zelo domiselnih, tako da je bilo današnje srečanje res prijetno, zanimivo, in sem tudi opazovala otroke, kako zanimanjem so poslušali razlago samega pisatelja. In jaz verjamem, da je to tisto, kar je ključ. Otroke nagovorimo, navdušimo z pripovedovanjem zgodb in seveda navdušimo jih pa tisti, ki smo sami najprej navdušeni.
V posebnem kotičku otroške knjižnice pa so prizadevne knjižničarke pripravile tudi poseben kotiček s knjigami in slikanicami Preglovih povesti. Da je srečanje s knjigo ter utrjevanje želje po branju izredno pomembno za otrokov razvoj, že v zgodnjem otroštvu je itak splošno znano. In k temu zagotovo pripomore tudi Mednarodni dan knjig za otroke in kot poudarja vodja otroškega oddelka celjske osrednje knjižnice, spodbujanju branja med otroki še posebej namenjajo celotni mesec april. Je pa seveda priložnost, da v mesecu aprilu povabimo prav zaradi tega praznovanja, da nekako ozavestimo pomen otroške knjige. Tudi v dopoldanskem času številne vrtce in šole imamo pripravljene pravljične ure za njih in seveda tudi v popoldanskem času starše, babice, dedke, torej vsakogar, ki lahko karkoli prispeva, da bi brali, da bi otroci vzljubili knjigo in da bi jih to potem spremljalo skozi vse življenje. Kakšne pa so danes bralne navade najmlajših, še posebej v poplavi elektronskih naprav in medijev, ki jih obkrožajo? Na prvi pogled seveda se radi pogovarjamo o tem, da otroci zdaj veliko manj berejo, kot so včasih, ampak meni se zdi, da predvsem bi rekla, da berejo drugače. Da zdaj otroci seveda zlasti potem tam v drugi triadi ali pa zadnji triadi osnovne šole predvsem berejo drugače, ker seveda na to vpliva naš virtualni svet, zasloni, ki ponujajo neko drugačno branje, neko drugačno spremljanje informacij, ker je veliko tudi vizualnih učinkov, glasbenih, skratka, in to je tisto, kar otrokom zmanjšuje koncentracijo, zato je morebiti tudi pri branju, v tem klasičnem branju, linearnem, nastaja malce problema. Zato imajo otroci radi stripovske načine pisanja, torej ali pa zgodbe, kjer so dodane sličice, kar je tudi danes Sebastian Pregl omenil. On je seveda napisal neko serijo zgodb za 4., 5. šolce, ampak je tudi vmes dodal nekaj takih ilustracij, seveda njihovi starosti primerne, ravno zaradi tega, da se nek linearni tekst, ki je mogoče preveč zgoščen, razbije in da je tem današnjim mladim bralcem toliko bolj zanimiv. Mlajši bralci imajo pa seveda radi veliko ilustracij, kar je tudi seveda zelo pomembno. Mi vedno rečemo, da najmlajši berejo ilustracije, odrasli beremo pa črke in je zato ilustracija tako zelo pomembna. Kako pa knjižničarji ocenjuje trenuten obisk mladih bralcev v otroškem oddelku Srednje knjižnice Celje? Mi smo zdaj do konca, če pogledam v preteklo leto, beležili velik porast. Vsako leto smo bili tudi v porastu, tako pri aktivnih članih kot pri obisku. Moram reči, da se je še lansko leto ali pa tudi mogoče še zlasti v letu 2024 in 2023 poznal tisti primanjkljaj, ki je nastal pač v tistem nekem koronskem obdobju, ko so bile knjižnice zaprte in smo potem tudi na ta račun, nekako jaz redno rečem, upisovali za nazaj. Zdaj trend seveda, mi si zelo prizadevamo, da bi to nekako obstalo, imamo lepo obiskano knjižnico, pri nas je v popoldnevih živžav, tale otroški oddelek je tudi najbolj frekventni oddelek v naši knjižnici, kar je seveda normalno, ne prihajajo samo otroci, so zraven tudi starši in tudi po številu izposoj smo lani beležili pač en tak, bi rekla, kar rekordno številko. Zdaj, veste, vnaprej nekje, ne vem, nam seveda ta demografska nepozitivna podoba, seveda malce skrbi, ampak si želimo pač iz tistih mogoče manjšega števila otrok povabiti v knjižnico še več otrok, nagovoriti še več staršev, ker tukaj so starši ključni, zato mi zelo dobro sodelujemo tudi z vrtci, pripravljamo pravljične ure za starše, ki jih dogovorimo z vzgojiteljicami, torej povabljamo v knjižnico veliko staršev, jih nagovarjamo ali pa knjižničarke obiščemo vrtce in tudi šolarji pogosto prihajajo, tako da res želimo na različne načine starše spodbuditi, da bi brali, ker ključnega pomena pri vzgoju bralcev, pri navezovanju, pri tem, da otroci vzljubijo knjige, so pa starši.
Ob zaključku letošnjega mednarodnega dneva knjig za otroke, ki je tokrat potekal pod navdihujočim naslovom Vrt cvetočih zgodb in srečanja s pisateljem Sebastianom Pregljem, pa smo gosta še povprašali, kaj trenutno ustvarja. Ravno sem zaključil v bistvu zadnji del zgodb Vojvodine Kranjske, 5. del, tako da sem ga predal urednici. Zdaj si bom vzel pa čas v bistvu, da dokončam svoj novi roman. Sem nekje na polovici, tako da kakšno leto sem zdaj v bistvu vzel za roman. Vsekakor bom pa vmes našel čas vsaj za nekaj zgodbic o medu in poesiju. No, sejem bil je živ, bi lahko rekli tudi za tale današnji dogodek tukaj v otroškem oddelku Celjske osrednje knjižnice, ki so ga pripravili ob tem današnjem dnevu, mednarodnem dnevu knjig za otroke. Sicer pa se tukaj vedno kaj zanimivega dogaja in ne navsezadnje, tukaj vas na policah čaka kar 70.000 knjižnih enot. Torej, obiščite jih. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.